pozdravljeni v delovnem podcastu o politiki. Z vami sva Barbara Eržen in Suzana Kos, z nama v studiu pa tokrat Matej Arčon, podpredsednik Gibanja Svoboda, minister za Slovence po svetu in tudi nekdanji novogoriški župan. Hvala, da ste prišli. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem. Ko nasmeh imate na obrazu, a to odraža razpoloženje v poslanski skupini Gibanja in stranki? Kakšno je, glede na javnomnenjske ankete, ki kažejo kar precejšen padec same stranke in tudi zaupanja v vlado in oceno dela vlade? Mislim, da več kot vsak drugi anketirani pravi, da vlada ni učinkovita. Ni slabe volje, je slabe volje, je panika. Hvala za vprašanje. Jaz sem sicer po naravi optimist in vedno gledam na stvari skozi pozitivne plati, tudi takrat, ko nam ne gre najboljše. Seveda stanje je zagotovo, glede na javnomnenjske raziskave in glede na mnenje ljudi, je tudi za nas nek alarm oziroma nek pokazatelj, da moramo nekaj izboljšati. Ali je to način komunikacije, način organizacije dela. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da gledamo stvari na dolgi rok. Včasih so določeni ukrepi, ki so sprejeti, niso najbolj pogodu ljudem, predvsem takrat, ko začneš neke finančne reze v določene segmente. Sicer pa je lahko vsak upravičen, da je zaskrbljen, ker to je, življenje ni premočrtno, da smo vedno dobre volje, smo tudi kdaj slabše volje in verjamem pa, da je tudi trenutek za razmislek, kaj storiti, da bomo boljši. Pa ste že v stranki ali pa med ministri Gibanja Svoboda kaj na to temo rekli ali pa načrtujete nek brainstorming na to temo? Ministri se redno srečujemo, načeloma vsako sredo, ministri Gibanja Svoboda, se tem s predsednikom tudi pogovarjamo. Predsednik se tudi redno sestaja z poslansko skupino, predvidoma ob torkih, in ta interakcija absolutno poteka. Se je z vami tudi kaj posvetoval, se z ministri ali pa poslansko skupino tudi o menjavah ministrov, ki so se zgodile? Ker veliko ministrov, pa tudi poslancev povedal, da so pravzaprav o njih slišali iz medijev. Jaz mislim, da tle stvar predsednika vlada kot takega, ker on predlaga ministre in on predlaga tudi njihovo razrešitev. In smo ministri neposredno njemu odgovorni. Predsednik vlade je zahteven, predvsem je zahteven do sebe in tudi do svojih sodelavcev. Zelo jasno zahteva, da so cilji uresničeni. Tako da v bistvu najbolj njegova osebna odločitev. Torej, odgovor je ne, ni se posvetoval z vami. Jaz ne vem niti, zakaj bi se z mano posvetoval. Sicer se občasno pogovarjava o določenih temah, mogoče ob pogovoru skuša dobiti tiste odgovore, ki jih išče, z namenom, da bi se z nekom posebno posvetoval, pa ne. Ker ste rekli, da ste ponavadi dobre volje in to, ta Galupov test, ali kakšen test, pač te meritve, ki jih je upravljal pri vas že v GEN-I-ju, vidva sta sodelovala ne samo, ko ste bili župan, ampak tudi v GEN-I-ju, je pokazal pri vas, da imate veliko modrine, harmonije. Ampak vseeno vas ne preseneča, čeprav niste kritični, tudi znate sprostiti napetost med kolegi in to vse takoj slišati. To je v bistvu povedal tudi gospod Golob enkrat o vas. Ta nepopustljivost njegova vas preseneča ali ne? Ker recimo pri vašemu zdaj že nekdanjemu kolegu Brežanu in tudi pri gospe Šinko pravzaprav ni bilo slišati nekih, bi rekla, pomembnih razlogov za njeno razrešitev. In marsikdo je rekel, da v bistvu ta nepopustljivost in to je bolj odraz tega, da je želel preusmeriti pozornost javnosti z afere Ajanović in razpisa. Ker dolgo časa si je vaša stranka želela, da bi ostala na položaju, ne? Ne, daleč od tega, da bi preusmeril pozornost. Kot rečeno, Robert Golob je zelo zahteven do sebe in do sodelavcev. In sodelovanje poteka na podlagi zaupanja med dvema. Tudi med dvema partnerja, če želimo. Tako da zagotovo
je dati nek enoznačen odgovor, je nekdo šel izključno zaradi tega in tega. V bistvu je stvar samega sodelovanja od začetka do konca, uresničevanje pričakovanj, ki jih ima predsednik, in seveda usklajevanj, ki ga ima predsednik z določenim ministrom. Ne. In tu ne gre, da bi šlo lahko vzrok, ker so bili določeni postopki na koncu. To je tisto, kar je sprožilo njegovo odločitev, da recimo predlaga menjavo določenega ministra. Ne. In pri njemu to ni nič nenavadnega, ker on bo vedno kot človek strmel k temu, da bojo stvari uresničene, da prije do končnega cilja, tudi z menjavo določenih ministrov. Je učinkovitost dosti bolj pomembna, ko s kom jo na nek način realizira. V vaši stranki je sicer mogoče tudi slišati oceno, da mogoče še kdo drug iz vaše ministrstve kote ni dovolj učinkovit in da bi prej pričakovali čigavo drugo menjavo. Sami pričakujete še menjavo koga? To je v bistvu presoja, res izključno presoja predsednika. Tako je funkcioniral tudi v podjetju GEN-I. On si je oblikoval na nek način ekipo in tudi s tem, ker je želel, da so stvari uresničene. In tle čustev žal ni. Mnogokrat gledamo na stvari skozi čustva, se nam do zasmili, tle pa je dejansko resnično neizprosen. Se bom navezala na GEN-I, ampak morda samo še to vprašanje, oziroma en komentar. Gospod Golob je zase rekel, če kaj znam kadrovati. Glede na to, da ste tako hitrem času izgubili 5 ministrskih kolegov, se človek sprašuje, če je temu tako, ampak bom nadaljevala vprašanje. Mislim, da pred volitvami ali pa mogoče kmalu po volitvah ste za gospoda Goloba dejali, da je morda človek prehitrih besed, a vedno premišljenih dejanj. Zdaj pri tem prvem delu vaše ocene se absolutno lahko strinjamo, da bi lahko pri njem veljalo manj manj govoriti, a ne? Pri drugem delu pa bo to mogoče dokazati, da vi še vztrajate pri tej trditvi, da je vedno človek premišljenih dejanj? Jaz mislim, da vsaki stvari veliko razmišlja in dejansko se odloča po nekem poglobljenem razmisleku, pomembne stvari, tiste, ki jih res misli, da so zanj pomembne, da ni več tako hitrih besed, pa je tudi sam javno priznal in dejansko je mogoče to razmišljanje, ki ga je imel kot predsednik uprave GEN-I-ja, ko je dejansko s sodelavci snoval neke določene strategije in navednicah na glas razmišljal, kako bomo en projekt speljali tako, in drugi dan se je na podlagi mnenja določenih ljudi odločil tako in čez teden je bilo tako in tisto, kar je bilo dejansko definirano, je tudi šlo. Politiki temu ni tako. Če danes ti rečeš, ta kozarec je poln, in drugi dan rečeš, ta kozarec je prazen, bojo ljudje rekli, se ne ve, kaj govori. Ne? Tako da včasih je res v politiki za biti previden, zato je ta komunikacija tudi nekoliko spremenil in dejansko komunicira takrat, ko je, bom rekel, odločitev tudi sprejeta. In zato tudi danes na področju zdravstva, ko govorimo, se stvari tečejo, čeprav niso na očeh javnosti. Pozabila sem dodati še to v GEN-I-ju, ker sta tudi delala skupaj, je bila fluktuacija kadrov nadpovprečna glede na ostale firme, tako so mi povedali. Ne? Tako da v bistvu morda nas, če pač ta vzorec delovanja pripeljal tudi v politiko, da nas ne bi smelo presenečati, da menja. Ljudje smo navajeni po nekem vzorcu, ki je do zdaj funkcioniral, on dejansko funkcionira drugače. Ne? In resnično, kot sem povedal in še bom povedal, je ta učinkovitost in doseganje ciljev na prvem mestu. Napovedal pa je tudi, da bodo verjetno zelo hitro sledili novi kandidati za ministre, vsaj na nekaterih resorjih, tako se je izrazil. Bi se strinjal z oceno, da bo vseeno težko našel nove kadre glede na vse te hitre menjave. Veliko je pomislekov, zakaj vstopiti v to vlado?
Jaz dvomim, da bo imel s tem težave, predvsem tle absolutno je zelo pomembno, da so te kandidati verodostojni, da poznajo določeno tematiko in verjamem, da je o tem razmišljal tudi preden, ko je se odločil za menjavo. Že poznate kakšno ime? Ne, jaz nisem. Za karkoli, da bi zamenjali resor ali kaj? To? Ne, jaz ostajam tle, kjer sem, tako da sem zadovoljen. Ne, pa če poznate že ime od katerega od kandidatov? Ne. Kaj pa glede ministrice Sanje Ajanović-Hovnik, kar je povedal v njej, da je ta zgodba začasno kadrovsko zaključena. Kaj pomeni ta začasno? Se pregrava možnosti, da bi vendarle kakorkoli še ostala v vladi ali v ekipi? Kakor sam Sanjo poznam, ne misli ostajati v vladi ali da bi ostala v vladi, če bo kakšna drugačna oblika sodelovanja, bo to stvar med predsednikom in njo. Meni pa osebno je zelo žal za njo. Moram povedati, ker ona je bila res ena oseba na zelo velikem strokovnem nivoju, zelo dosledna in še vedno ima občutek, da se je zgodila krivica. To je moje osebno mnenje. Torej pa vaše mnenje in ne bi bilo potrebno odstopiti? Jaz mislim, da so stvari šle tako daleč, da je ni ostala nič drugega, kot da odstopi. Daleč kje, v medijih, mislite, zaradi medijsko, ja. Stvari vse bolj jih kar nekoga označimo, da je naredil nekaj in človek skoraj da nima priložnosti in možnosti se braniti ali da bi na določenih postopkih šli do nekega zaključka in potem sodili, ne. Ti si že kar na začetku imaš neko etiketo, si javno obsojen, si kriv, ne glede na to, da pristojni organi odločajo in če dokažeš, da nisi kriv, ne, pa je dejansko medijske pozornosti bolj malo. Verjetno se bi s tem tudi vi dve strinjali. Rekli ste, da vam je kolegice žal, ste mogoče poklicali, ker do mene je prišla informacija, da jo zelo boli kot eno od ustanovnih članic Gibanja Svoboda, kot človeka, ki je pisal tudi program, da je nihče v bistvu po njenem odstopu ni poklical, da ne z kabineta, ne noben od kolegov stranke in to, da se je tako hitro odvrglo brez milosti. Osebno lahko rečem, da sem z njo dnevno v kontaktu. Za druge pa težko komentiram. Od prvega dne, še včeraj so se slišali. Dotaknimo se še ene napovedi, ki jo je predsednik vlade se je nekako že nakazal tudi zdaj javno, možna rekonstrukcija vlade in zmanjšanje števila resorjev. Ste v stranki že kaj na to temo rekli? Ne, o tem nismo diskutirali. Vem, da o tem predsednik razmišlja že dlje časa. V bistvu ni pa sprejel nobene odločitve, ali bo to na nek način združevanje določenih resorov, ali mora biti še dodatne menjave, ali je to, kar se bo zdaj zgodilo, ok. Predvsem pa, kot že rečeno, njega zanima, kako bomo dejansko tisto, kar smo si zadali, kot obljuba do volivcev, izpeljali. In je bolj pomembno, na kakšen način, kako bo ta pot do cilja zdaj, ali bo to z obstoječo strukturo, z manjšo strukturo. V tem trenutku nismo sprejeli nobenih odločitev in tudi on še ni dejansko nam nič konkretne povedal, kakšni smeri razmišlja. Marsikdo ocenjuje, da s svojim ravnanjem, v bistvu ne samo gospod Golob, ampak celotna vlada ali pa velik del ministrov vaše stranke, kaže, da nimajo političnih izkušenj, niti političnega instinkta. Ali veste, zakaj se ni odločil za sodelovanje s kakšnimi izkušenimi, ne vem, političnimi svetovalci? Tudi odrekel se je sodelovanje vsemi temi velikimi PR agencijami, ki so sicer dobro služile v času prejšnjih vlad. Tega odgovora vam ne morem dati, ker je dejansko si sam začrtal način njegovega dela in funkcioniranja od kabineta do vseh državnih sekretarjev in svetovalcev. Očitno je cenil, da ta pot
je verjetno najboljša. Pa je bilo kakšno navodilo oziroma priporočilo izdano tudi ostalim resorjem, ker slišati je, da je nekako tudi pri ostalih zaželeno, da ne sodelujejo z velikimi agencijami. Jaz, da bi tega navodila slišal, nisem slišal, tako da niti ne vem, če je potreba po temu. Mislim, da ima vsak minister svojo PR službo in odnose z javnostmi in je bolj pomembno. Jaz, če recimo pogledam za nazaj, v komunikaciji smo bili malo narodni, ne? Kaj vam je posebej v spominu ostalo? Bom rekel, da smo kakšne stvari tudi vnaprej jih razlagali in potem s tem vzbudiš neka velika pričakovanja, ne, ker danes so pričakovanja ljudi velika. Vsi smo, bom rekel, v tej internetni dobi navajeni, da dobimo hitro, ne, s pritiskom na en gumb dobiš že drugi dan tisto, kar si želiš in so ljudje zelo zahtevni, ne, in včasih je boljš, da skomuniciraš takrat, ko imaš stvar tik pred realizacijo, ne pa ko greš v realizacijo, ker potem tudi vi mediji dnevno sprašujete, ali pa tedno so kdaj bo. To pravite te časovnice, ki ste jih prej predstavili. Časovnica absolutno je v poslovnem svetu čisto nekaj normalnega, ker sem imel priložnost tudi na določenih projektih sodelovati z predsednikom vlade, spet v njegovi bivši funkciji in je dejansko nastavil časovnico predvsem zato, da je sledil realizaciji, kljub temu, da je vedel, da bo stvar lahko ne bo realizirana naprimer do junija, da bo do septembra, je dejansko držal ta tempo. Ne? Ker si vedel, ker če pa narava človeka je taka, če veš, da imaš nekaj za narediti, recimo do novega leta, rečeš, imam še čas. Ne? In s tem, ko se bile te časovnice tako začrtane, je dejansko prisilil k temu, da so ljudje strmeli k temu, da čim prej zaključijo. Ni bilo nobene, bom rekel, da bi bilo karkoli narobe, če niso do takrat zaključile. Tempo se je držal. Ne? In zdaj, če pa te časovnice iz poslovnega sveta damo v politiko, ne, ko ni realizirano do avgusta, je že, jaz rečem, kažin, ne, že ni prav, ne dela in spet se ustvarja med ljudmi, ta vlada nič ne dela in tako naprej in spet se moraš braniti, zakaj ni narejeno in tako naprej in potem ste mediji, ki ste, bom rekel, dnevno spet sprašujete in tako naprej in tle se ustvarja in tle zagotovo ni bila, čeprav je bila poteza dobronamerna, v javnosti je bila težko razumljiva. Pričakujete, da bo mogla vlada oziroma še bolj koalicija na novo začrtati prioritete, tudi če hočete časovnice po katastrofalnih poplavah? Zdi se, da je trenutno glavni cilj vlade oziroma morda celo edini cilj, s katerim se ukvarja odprava posledic po poplavah. Oziroma, če dodam, ali je možno, ne, da bo spremenjena koalicijska pogodba? Tako. V tem trenutku ni fokus v tem, da bi spremenjali koalicijsko pogodbo. Fokus je seveda varnost ljudi in skrb za ljudi, ki so v stiski. Ne? To Slovenci še kako dobro razumemo, ker znamo v težkih trenutkih stopiti skupaj. Ne? Tako da to je ključna in glavna prioriteta. Življenje se dnevno spreminja in tako se spreminjajo tudi stvari pri politiki. Ne. Ostaja pa še vedno glavni fokus zdravstvo. Se to zahteva tudi po javnomnenjskih anketah? Absolutno, kar je upravičeno. Javnost to pričakuje. Ne? Ker se nas tudi dotika, vseh nas, ne, in seveda ta plačna reforma, katero si želimo, da bi bila čim prej pod streho. Vi poznate gospoda Goloba, bi rekla, zelo dobro tudi osebno. Ne vem, kaj so mu pokazali tisti parametri v Galopovem testu. Neverjetne, ne prevladuje pri njem modrina, torej harmonija. Ampak, če vas tako vprašam kot človeka, ne, oba sta pač z Goriškega konca, kako se je on, ker ste rekli, kako je on deloval v GEN-I-ju tudi, a ne? Če zadeve niso bile dosežene, a je možno recimo prijema pričakovati, da bo vrgel puško v koruzo s te funkcijo, ki jo zdaj ima in se preselil kam drugam?
Jaz, kakor ga jaz poznam, dvomim, da bi se to zgodilo. Ne vem, kakšni razlogi bi se mogli zgoditi, da bi temu bilo tako. Vsekakor pa je zelo načelen, zelo je znal poskrbeti za sodelavca v podjetju in imel res skrb za to. Ne. Tudi točno je vedel, kaj hoče in vedno želi biti najboljši. Ker krožijo namreč špekulacije, da bi ga lahko zanimalo mesto evropskega komisarja. To vam pa zagotovo povem, da absolutno ne drži, ker sem mu tudi jaz postavil to vprašanje. Dobro. Pa ga toliko poznate, da mu verjamete, da ni... Absolutno mu verjamem. Kakšna pa je vaša časovnica glede evropskih volitev? Veliko strank se že pripravlja, že razporeja kandidate na listo. Kje ste vi s tem in ali so mogoče znani že kakšni kandidati? Tudi tukaj se ugiba, ali boste morda kot nosilko celo v Bruselj poslali predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ne, mi se pripravljamo, absolutno je tudi že ustanovljen štab, ki dela na temu, delamo na programu, se o tem pogovarjamo, lista daleč od tega, da bi bila oblikovana ali da bi bilo že znano, kdo bi bil nosilec te liste, tako da po čisto normalni poti peljemo zadeve in bo pa tudi za nas en pokazatelj evropske volitve glede rejtinga naše stranke. Pa se vam zdi, da bi recimo predsednica Državnega zbora šla v to? Mislim, da bi jo prosili, da gre v to. Verjetno potekajo že evidentiranje kandidatov, a ne? Formalno nimamo. Ker je, mislim, da tretja najbolj priljubljena političarka gibanja, a ne? Formalno nimamo še teh pogovorov tudi z njo, zagotovo ni bil opravljen pogovor v tej smeri tako kot z nobenim do zdaj. Dejansko je stvar še dovolj časa, da jo gremo z vsemi postopki in tudi z določitvijo ključnih nosilcev. Kaj pa obstoječa evropska poslanca Klemen Grošelj in Irena Joveva, ki ste jo na nek način podedovali od LMŠ, verjetno ona dva bosta na listi? Jaz mislim, da to v prvi vrsti njihova osebna odločitev, ali sploh si želita biti še na listi in če želite na katerem mestu se vidita kot trenutna evropska poslanca in potem je treba vedeti dejansko, kako komponirati tudi ostale kandidate, če se bosta ona dva odločila ali je bo pot vodila kam drugam. Mislim, da ste že kar tudi javno povedali, da ste zainteresirani za to. Jaz vas moram vprašati, se bom vrnila na eno vprašanje nazaj. Zakaj ste vi vprašali gospoda Goloba, če se dogovarja, ker govori se, da ne bi z gospodom Macronom skušal doseči dogovor, da bi dobil podporo za evropskega komisarja za energetiko. Kje ste pa vi slišali te govorice? Zakaj ste ga to vprašali? Ne, jaz v bistvu smo enkrat čisto tako debatirala, ne, in to je bilo v času, ko je reševal dejansko energetsko krizo v Sloveniji in posledično je bil njegov prispevek res izjemen pri reševanju energetske krize na nivoju Evropske unije in pa sem mu tako v mojem stilu, v hecu rekel, pa saj ti bi lahko bil evropski komisar, rekel, to me pa res ne zanima. No, ampak to je bilo na začetku mandata, marsikaj se je že spremenilo od takrat. Ja, glejte, tudi odločitve ljudje sprejemamo, jih tudi kdaj spremenimo. Ne. Osebno pa mislim, da je mislil resno in iskreno in da to drži še zdaj. Če bo pa kako drugače, bo pa tudi to sam skomuniciral. Gremo mogoče še za trenutek v Novo Gorico oziroma v Gorico. Tam se dogajajo oziroma potekajo priprave na Evropsko prestolnico kulture, ki naj bi bila v sodelovanju med Gorico in Novo Gorico oziroma Novo Gorico in Gorico. Samo Turel, vaš kandidat za župana, je nezadovoljen s tem, kako potekajo priprave in je že zamenjal vodstvo zavoda, ki je za to zadolženo za Evropsko prestolnico kulture. Na drugi strani te, ki so bili zamenjani, pravijo, da kadruje oziroma da gre za politične menjave.
se kaj ukvarjate s tem? Nenazadnje mislim, da je tudi vaša državna sekretarka Vesna Humer sodelovala na začetku pri pripravah na to. Mogoče njo zanima ta funkcija, da bi se ne vozilo več v Ljubljano? Ne, daleč od tega. Ona je zelo zadovoljna s funkcijo, ki jo opravlja. Tudi sam sem zelo zadovoljen z njenim delom. Mislim, da imam izjemno sodelavko, pa tudi sicer tudi vodjo kabineta in celotno ekipo, ki je bila že prej na mojem uradu. Tako da to absolutno odpade. Evropska prestolnica kulture mi je posebej pri srcu, to priznam vedno povsod, ker sem bil tudi tisti, ki sem dejansko sprejel eno najtežjih mojih odločitev kot župan, da v to gremo. To je bil marec 2017, takrat še s pokojnim županom občine Gorica, sedaj že pokojnim gospodom Romoljem. Zelo sem vesel, da je prišlo potem do nominacije in da se stvari tečejo. Trenutno situacijo spremljam, ni prišlo še do nobenih menjav vodstva. Napovedane so. Napovedana je bila stališče župana, da je nezadovoljen z direktorjem zavoda, ne samim vodstvom. Sam menim, da program je dovolj dobro zasnovan, tako na novogoriški strani, kot tudi v sosednji Italiji. Absolutno pa podpiram prizadevanje župana, da zahteva od direktorja, da uresničuje za tisto, kar je bil postavljen. In da ti ne počrpaš sredstva, ki so ti na voljo z Ministrstva za kulturo, je velik alarm, da je nekaj narobe. In je tle res stvar zaupanja med županom in direktorjem. Ne. Osebno tudi trenutnega direktorja poznam. Jaz na tisto mesto, če bi bil odločevalec, ga ne bi postavil. Je zagotovo dober za kakšno drugo mesto, za vodenje zavoda, organizacijsko in poslovno, pa dejansko se do zdaj pokazalo, da je bil zelo šibek. To govorite o Gorazdu Božiču, ne? Od Gorazdu Božiču, ja. Se pravi, zanikate, da gre za kakršnekoli politične menjave? Ne, absolutno, tle mora biti, to je tako pomemben projekt, da mora biti vez med županom in direktorjem res zelo močna. In direktor, da organizacijsko in poslovno vodi stvari na določenem nivoju in opozarjajo, vam povem z prve roke, tudi z Ministrstva za kulturo in z Ministrstva za finance. Tudi na samih sejih vlade mi pristojni ministri dajte nekaj narediti, ker stvari z tega vidika ne tečejo. Preden smo začeli ta pogovor, smo se pogovarjali tudi o vašem resorju, pa ste rekli nekako tako, da je to najboljši resor. Zakaj? Ker je tudi najlepši. Zakaj? Ker je najmanj pod gledom javnosti, medijske. Imate najlepši kabinet? Ja, veste, zakaj je najlepši? Ker je dejansko najbolj pristen. In jaz bi si želel, in sem vam tudi hvaležen, da sem danes tukaj in da imam priložnost govoriti o našem uradu, ker se mi zdi, da eno pomembnih poslanstv našega urada je, da povemo slovenski javnosti, kako pomembni in dragoceni so Slovenke in Slovenci izven meja, v zamejstvu in po svetu. Kakšen je njihov res dragocen doprinos k temu ohranjanju kulture, naše identitete, slovenskega jezika. In jaz večkrat rečem, če želiš zvedeti, kako pomembno je biti zaveden Slovenc, greš samo čez mejo. In res, pri njih je že obisk ministra, državnega sekretarja pomeni veliko, pomeni njihovo priznanje za to, kar počnejo. In to, kar počnejo, res počnejo srcem. In to je tisto, ki ti daje tako res zadovoljstvo in zadoščenje, da delaš dobro in da delaš v pravi smeri. In tle, če samo nadaljujem, se je res pokazal njihov doprinos ob teh poplavah, ne. Kako so stopili skupaj v celotnem zamejstvu in zbrali denar in je prihajal denar iz celega sveta in mi smo naračunali, da zagotovo 1 milijon evrov je bil zbran strani Slovencev, ki živijo v zamejstvu in po svetu. In kam je šel ta denar? Ker to smo se tudi že spraševali. V bistvu... Ta denar, tisti bon, ki smo ga dobili, tam bo šel na ta sklad, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. Ostali pa so nakazovali različno, ali družinam, tudi Karitas je kar precej, Rdeči križ ravno tako dobival sredstva, so nas samo obveščali, da
dejansko. Ampak ta sklad, ki bo kje? Na Sidu? Za obnovo. Vem, ampak ker ne bi bil na dveh delih, a ne? Nekaj ne bi bilo na Ministrstvu za finance, nekaj ne bi bilo na Sidu. Upravljanje bi SID banka, ja. Ker je tako v javnosti je dosta vprašanj, pravzaprav koliko denarja se je pravzaprav nabralo vsega skupaj. Poznate ta podatek, kdo to sploh spremlja? Ministrstvo za finance je pa tudi res težko spremljati, ker je bil tudi direktno nakazovan, tudi družinam so svojci, saj recimo Slovencu nakazovali sredstva, ne. Je bila pa ta solidarnost res izjemna, ne, to lahko rečemo. Če se vrnemo nazaj na vaš resor, omenili ste, kako dragoceni so te obiski. Vlada se po očitkih Sanje Ajanović-Hovnik, da je bila njena pot v New York s sodelavkami pretirana, odločila, da zmanjša stroške, ki so namenjene poti. Kaj to pomeni? Da bodo odpadli vaši obiski v Ameriko, v Kanado, v Argentino? Ne, daleč od tega. To je poslanstvo našega urada in Slovencem po svetu pomeni obisk in več kot, bom rekel, določena finančna sredstva, ki so jim namenjena, ne. Zato je bil tudi ta urad ustanovljen. V bistvu, kar se tiče samih stroškov, je tudi ta izkušnja, ki je bila, zagotovo se od nje lahko nekaj naučimo, ne? Da vidimo, res smo pravočasno kupujemo karte ob takrat, ko se odločiš, ali so cenovno res ugodne, ko očitno ljudje razumejo in so občutljivi na to temo. Vsake stvari se mi zdi pomembno, da se iz nje nekaj naučimo, ne? Slišati je nekako tudi očitke, da morda varčujete pri repatriaciji Slovencev iz Venezuele. Da so recimo, da niso bile prošnje takoj odgovorjene, pa tudi, da niso bili deležni jezikovnega tečaja. Se bo ta projekt nadaljeval in na kakšen način? Daleč od tega repatriacija poteka zelo dobro, 121 je bilo do zdaj repatriiranih, 23 jih še čaka. Moram reči, da so tu zelo, prijetne zgodbe, ko vidiš, da se te ljudje dejansko integrirajo v skupnost, da dobijo lepe službe, da so tudi nekateri visoko izobraženi, da se je rodil že en otrok 2 repatriirancev v Republiki Sloveniji in tisti, ki imajo neke slovenske korenine, čutijo posebno vez in jih Republika Slovenija dobro sprijela. In lahko so kakšni primeri, ki so, se ne odvijajo tako hitro, ne, predvsem zaradi določenih birokratskih ovir, ne, ker oni so ne Slovenci, ne tujci in dejansko jaz mislim, da kar imam informacije, poteka zelo dobro. Tudi sicer je nasploh ena glavnih tem vašega dela vračanje Slovencev v domovino. Kaj jim sploh lahko ponudite? Zakaj bi se človek vrnil, recimo, ne vem, službe, stanovanja, to so temeljne stvari, ki jih človek rabi, ko se odloča o tem. Pa te možnosti verjetno nimate, a ne? Hvala za vprašanje, ker to je pa res eno naše ključno vodilo oziroma glavni cilj našega urada v tem mandatu. Kaj smo mi naredili? V bistvu smo dali najprej na kup vse možne strategije, ankete, ki so bile na tem področju narejene, in smo naredili pregled stanja, tudi z akterji, ki so to izvajali. Na podlagi tega smo pogledali, kaj počnejo druge države. Italija, Španija, Grčija, Cipr, Portugalska, na področju vračanja svojih državljanov nazaj. In pripravili v tem trenutku 9 različnih sklopov. Smo v postopkih oblikovanja medresorske skupine in da ne bomo dejansko ugotavljali, kaj se ne da, smo že pregledali zakonodajo na področju teh 9 ukrepov in kaj je treba spremeniti. Se pravi, to je zdaj ta faza.
mi s tem, kar imamo narejeno in ne bomo še komunicirali v javnosti, bomo najprej povabili vso zainteresirano javnost, to so naše 3-4 civilne organizacije, krovna društva, razni predstavniki ministrstva, politike, da naredimo na neko okroglo mizo, da dobimo feedback od ljudi, kaj dejansko, kakšno smer bi šli, in potem bomo na vladi se odločili, kateri ukrep bo tisti, ki ga bo vlada upoštevala. Ali bo to na področju davkov in katerih davkov in za koliko časa, ali bo to stanovanjska politika, v bistvu pa nedavno vodilo našega urada bo, da bomo imeli oblikovano neko pisarno dobrodošlice, kjer bi tej ljudje dobili vse potrebne informacije, naprimer, kar upisati roko v vrtec, kako odpreti transakcijski račun, davčno številko in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu smo nekje na pol poti. Imate časovnico narejeno? Nimamo časovnice narejene, intenzivno delamo na temu, tako da jaz verjamem, da bomo našli pravo pot, ker bi rekel, da je slogan bi dal temu čas je za Slovence. Lažje bomo naše Slovence pripeljali zdaj, tudi če so poročeni, rekel, z tujimi državljani, je lažje integrirati v neko skupnost partnerja od Slovenca, kot pa v tem trenutku, ko dejansko vabimo delovno silo iz drugih držav in je njihova integracija sigurno daljša. Ne. Tudi fokus bo treba videti, ali bomo šli zelo široko, ali bomo ciljno šli, naprimer, govorim za zdravstvene delavce, ne, in bo tisti imeli neko prednost pred drugim. To je še vse stvar nekih odločitev političnih in strokovnih. Mogoče še za zaključek. Govorili smo že o rekonstrukciji, širitvi vlade, pa zdaj mogoče spet razmislekih, da bo drugače. Vaše ministrstvo ni bilo med tistimi, ki bi dobilo v prvi širitvi vladne ekipe status pravzaprav polnega ministrstva. Še vedno je pravzaprav resor, ki ga vodite, nekako se reče, brez listnice. Mislite, da bi bil čas, da bi bilo to polno ministrstvo, ali vseeno lahko z obstoječim uradom delujete? Jaz mislim, da lahko z obstoječim uradom delujemo. Če bi bila odločitev, bi zagotovo mogla biti, da bi imel še določene druge pristojnosti, ne? Ker to dejansko je brez resorja, ker se ukvarjamo na nek način z enim delčkom kulture, športa, povezovanja gospodarstva. Smo nek vezni člen med Slovenci v zamejstvu in po svetu, njihovimi organizacijami in pristojnimi ministrstvi. Ne. Tako da jaz mislim, da bo to ostalo tudi tako, kot je. Zdaj pa res zadnje vprašanje. Po vsem tem, kar se dogaja v stranki z ministri, ki morajo oditi v koaliciji, borbota, vas je vprašala, ali menite, zdaj se je namreč že začelo ugibati, kdaj se bo ta vlada razletela in če bomo imeli predčasne volitve. Si upate napovedati, kaj se bo zgodilo? Se boste vozili še do konca 4-letnega mandata iz Gorice, Nove Gorice? Ali boste prej? Jaz se verjetno se bom vozil, če ne na ministrstvo, pa v državni zbor. Jaz težko verjamem, da bi pri 41 poslancih prišlo do predčasnih volitev. Vse se lahko zgodi, se veste v življenju. 41 poslancev ni nujno, da bo ostalo 41 poslancev. Če bi se zgodilo, recimo, da pride do razkola v poslanski skupini, potem bi se lahko kaj takega zgodilo. Mimogrede, treba je povedati, da ste dobili največ glasov na volitvah, a ne? Ja, to mi je bilo posebno čast, zadovoljstvo. Predvsej več tudi kot Robert Golob, na primer. Ne? Ja, ta rezultat gre pripisati tudi njegovi kandidaturi, ker on izhaja iz Nove Gorice. Ne? Tako da si zelo ste mu zvesti in lojalni, to lahko ugotovimo. Ne? Ja, seveda sem, ker cenim, spoštujem in verjamem, da dela dobro. Zagotovo vsak človek ima še določene rezerve, je na političnem parketu se ni ukvarjal dejansko tako, kot se zdaj ukvarja s politiko in je človek, ki se tudi sam na napakah veliko uči, tudi sam pravi, če ne delaš napak, se ne moreš naučiti in biti boljši.
Dobro, najlepša hvala za ta pogovor. Zaključimo željo po delanju dobro. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden. Hvala. Totalno mešana živce, ena žival je letala, ste jo opazili? Ni bil golob. Ne, ni bil golob, nekaj komara,